Ne, glede na to, da je bil sklic v bistvu res na hitro, preko SMS-a ni nobenega dnevnega reda. Pričakujem pa aktualne teme. Medijska zakonodaja? Najbrž tudi medijska zakonodaja, glede na to, da je poslanska skupina Desus včeraj vložila zahtevo oziroma podala na Ministrstvo za kulturo zahtevo, da se podaljša čas za javno razpravo na 60 dni, kajti mi smo prepričani, da tako pomembna zakonodaja, predvsem, ki se dotakne izjemno pomembnega medijskega prostora, najmanj kar zahteva, seveda zahteva dovolj dolgi čas za obravnavo in pa seveda strokovno razpravo. Mi se strinjamo, da je ta zakonodaja potrebna sprememb, prav gotovo pa ne v tako kratkem času in brez strokovnih argumentov, zato bomo pri tem tudi vztrajali. Da se za 24 ur samo podaljšali razpravo. Jaz te informacije nimam, slišala sem, da se govori, če je to res, da je podaljšana za 24 ur, se mi vsekakor s tem ne bomo strinjali. Če bi gospod Janša vezal zaupnico recimo na to medijsko novelo, kaj bi Desus storil, bi storil nekaj korakov nazaj, bi stopili? Glede na to, da smo jasno podali to zahtevo včeraj, vsi stojimo za njo, mi od tega ne bomo vstopali, zato ker ta zahteva je z argumenti. Torej, tu ne gre za politične spremembe ali pa za politično stališče, ta sprememba zagotovo rabi strokovno razpravo, strokovne podlage in mi bomo pri tem vztrajali. Ne želimo, zavedamo se, da je potrebno spremembe, seveda zavedamo se in tudi strinjamo z določenimi spremembami, menimo pa, da gre za kar nekaj občutljivih tem, pri katerih strokovno seveda niso dorečene, niso upoštevani strokovni argumenti in tam bomo seveda vztrajali, da se to opravi v strokovnem smislu. Super. Stapilece, je bilo kaj nezadovoljstva pri vašem šefu zaradi včerajšnjih izjav o Srebrenici strani Desusa, pa tudi drugih koalicijskih partnerjev? Ne vem, ker se po včerajšnjih izjavah še nisva uspela srečati. Jaz tudi za včerajšnjimi svojimi izjavami trdno stojim, prepričana sem, da so pravilne. Jaz mislim, da je bila načeta izjemno občutljiva tema, gre za enega najbolj občutljivih ali pa največjih zločinov, genocidov po drugi svetovni vojni. Rane so še odprte, izjemno boleča je še vedno tema in jaz mislim, da si takšna tema ne zasluži takšnih političnih komentarjev. Če tudi se jih kasneje razlaga, mislim, da so neutemeljeni in mi jim seveda strogo nasprotujemo. Jaz sem vse, kar se tega tiče, stališča mene osebno in tudi stališča stranke Desus včeraj povedala in če bo treba, bom danes še enkrat ponovila isto. Ok, hvala se pa. Na kakšno temo ste se sestali menda zaradi medijske zakonodaje in ali ste sprejeli kakšen kompromis oziroma ste se dogovorili, kako naprej? Ja, predvsem glavna tema je bila medijska zakonodaja in v tem pogledu jaz mislim, da smo dosti dobro stvari argumentirali, da ta razprava rabi daljši rok in seveda daljše obdobje javne razprave, tako da v bistvu ni bilo partnera, ki se ne bi s tem strinjal in se bo, seveda to mora Ministrstvo za kulturo zdaj odgovoriti, javna razprava podaljšala vse do konca meseca avgusta, ker jaz ne vidim nobenega razloga, da se jo tudi na ta kratek rok vodi, glede na to, da je zdaj zadnja seja v Državnem zboru, tudi nobenega smisla nima. Torej, vse do jesenske seje se pričakujem, da se bo razprava podaljšala. Ste se gospodili, da se tudi? Ne, nismo vsebine razpravljali, ker tudi jaz mislim, da 3 dni je veliko premalo časa, da bi vsebinsko zadeve pregledali, predvsem pa, da bi vključili stroko. Noben od nas ni prav zelo strokovnjak za medijsko področje, zato jaz sem že včeraj povedala in ponavljam, to zahteva strokovno razpravo in šele na to politične odločitve. Torej se gospod Janša strinjal tudi, da... Kot že rečeno, mora seveda to Ministrstvo za kulturo potrditi. Mi smo tudi tja naslovili ta apel, to mora seveda minister zdaj obravnavati, ampak med koalicijskimi partnerji je pa strinjanje vseh, da se ta čas podaljša. Vseh. Hvala. Še kaj drugega pomembnega? Ostalo pa so aktualne vsebinske teme. A ste kaj na Srebrenica? Fondov. Jaz sem na Srebrenico še enkrat ponovila tisto, kar sem povedala včeraj in kar sem tudi vam povedala, da za tem stojim in vztrajam, to sem še enkrat ponovila tudi zgoraj in apelirala, da se takšne stvari ne dogajajo.
Hvala. Najlepša hvala. Prosimo. Hvala. Ja. A vas lahko zdaj... Sploh minister, vas lahko se Če bo gospod Počivalšek. Ena ali pa druga, to pa. Noče.